Pozdravljeni. Spremembe v mednarodnem športnem kodeksu FIE bodo sankcionirale tudi morebitno obnašanje nastopajočih v prihodnosti. Zakaj je bilo potrebno to storiti in še kot običajno marsikaj drugega v naslednjih minutah. Zgodba je, kot običajno, malce bolj kompleksna, a menim, da tudi bolj zanimiva, kot se lahko zdi tako površno na prvi pogled. A najprej je treba poudariti, da so pri FII spremenili določene člene mednarodnega športnega kodeksa. To je tisti krovni dokument, ki zajema vse kategorije, kjer je vključena tudi FIA. In ker govorimo o športnem kodeksu, nam je že takoj jasno, da gre za pravila obnašanja, za vedenje, tako na progi kot izven. Če se spomnite, pred časom je bila malce večja polemika glede nošenja nakita v sami Formuli 1. In prav v športnem kodeksu je točno zapisano, kaj se sme in kar ni dovoljeno. Na primer, v športnem kodeksu je tudi zapisano, kakšna je varnostna oprema, ki jo mora voznik imeti. A kot sem dejal, pravila ne veljajo samo za Formulo 1, ampak so napisana tudi za reli, Formulo E, vztrajnostne dirke in tako naprej. Seveda zadeve ne veljajo za kategorije motociklizma, ki spadajo pod drugo organizacijo, in tudi ameriške dirke, kot so serija IndyCar ali NASCAR, nimajo tega zapisanega v svojem kodeksu, kajti imajo seveda svoje krovne organizacije in svoje pravilnike. A da se vrnemo k naši zadevi. Verjetno je vsakomur izmed nas jasno, da je na začetku te zgodbe vpleten Max Verstappen. Velika nagrada Singapurja, kletvica izrečena na tiskovni konferenci. Zaradi tega je bil Max Verstappen sankcioniran. Seveda z družbeno koristnim delom, in mnogi se bodo spraševali, zakaj. Ker v že prej omenjenem mednarodnem športnem kodeksu takšno vedenje ni bilo zapisano eksplicitno. Ampak sedaj so zadeve drugačne. Ne zaradi kletvice, ki jo je izrekel Max, ampak zaradi njegovega obnašanja kasneje. Max Verstappen, kot dobro veste, se je nato v nadaljnjih dirkah svetovnega prvenstva Formule 1 nekako izogibal tistih obveznih tiskovnih konferenc. Bil je sicer prisoten, ampak ni odgovarjal na vprašanja, oziroma njegovi odgovori so bili na nivoju da ali ne. Po sami uradni tiskovni konferenci je pa na dolgo in široko novinarjem razlagal svoje poglede. Mohamed Ben Sulayem je vse voznike naprosil, naj se začnejo vesti odraslo, drugače bo FIA dolžna ukrepati. Ampak George Russell, kot tisti predstavnik voznikov pri njihovem združenju, lahko bi dejali neke vrste sindikatu, je ostro nastopil proti samemu predsedniku FIE. Namreč dejal je, da je nespoštljivo, da se voznika svetovnega prvenstva Formule 1 nekako ima za otročaje. A ne smemo pozabiti, da tudi Max Verstappen je izrekel marsikatero hudo besedo glede komisarjev, še posebej v tistem, kar smo videli okrog velike nagrade Mehike. A sedaj so pri FII nekako zgodbo zaključili in verjetno na tak način, ki marsikateremu navdušencu
ampak še posebej vozniku ne bo všeč. V že prej omenjeni mednarodni športni kodeks so zapisali, česa ne smejo vozniki početi in ukolikor se to zgodi, kakšne so sankcije. In sedaj, da ne bomo naštevali vsega, imate na zaslonih dobesedno izsek iz tega pravilnika, kjer je točno zapisano, zakaj gre. In zanimivo je naslednje. Namreč imamo različne kategorije prekrškov, ampak vidimo lahko, da v obdobju 2 let lahko voznik je sankcioniran 2-krat ali 3-krat za isti prekršek. In če pogledamo pri prvem prestopu, je denarna kazen med 10 in 15 tisoč evri, kar bo marsikdo dejal, da je za voznika svetovnega prvenstva Formule 1 sorazmerno malo, ampak dejal sem, da zadeva velja za vse kategorije pod okriljem FIE. Zanimivo je, da drugi prekršek je bistveno hujši. Ne toliko zaradi denarja, ker se vsote gibljajo okrog 20 tisoč evrov, ampak obstaja možnost suspenza za 1 mesec. In če se zgodba ponovi 3-krat v obdobju 24 mesecev, je seveda denarna kazen med 30 in, če se ne motim, 45 tisoč evri. Voznik lahko je suspendiran za 6 mesecev, ampak grozi mu tudi določen odvzem točk iz njegovih dosežkov na lestvici v seveda pritični kategoriji pod okriljem FIE. In tista najhujša kazen, ki sem jo vam sedaj nekako opisal, gre predvsem na račun žaljenja uslužbencev FIE in nespoštovanja tistih obveznih prisotnosti na primer tiskovnih konferencah ali bog ne daj kakšni podelitvi nagrad po končani dirki in še bi lahko našteval. S takimi sankcijami želijo pri FII nekako se zaščititi in preprečiti bojkot, kot ga je začel nakazovati sam Max Verstappen. In po svoje je treba dejati, da imajo prav. Najprej bi tu rad poudaril nekaj. Mohammed Ben Sulayem vam je lahko simpatičen ali pa ne. A treba mu je priznati, da v dani situaciji je reagiral, je hotel popraviti nevzdržno situacijo. Na primer, njegov predhodnik Jean Todt, ki ima po mnenju mnogih navdušencev status najmanj pol boga v kakšnem grškem mitu, pri takšnih dogodkih ali pa še hujših je bil lepo tiho. Se kdo spomni, da bi Jean Todt, ko je bil še predsednik FIE, po koncu zadnje dirke v sezoni 2021 dobesedno storil kaj? Napravil ni absolutno nič. Njegov naslednik je bistveno bolj aktiven in to mu moramo priznati. Kot drugič, Mohammed Ben Sulayem ima prav. Namreč vsak šef, vsak vodja, vsak direktor mora braniti svoje zaposlene. In slišali smo razne izjave Maxa Verstappena, ki je dobesedno žalil komisarje, ki so mu pripisali kazni. Težava je v tem, da po vseh pravilih so bile kazni pravično dodeljene in nobena ni bila v navednicah, na primer, zvišana, zaradi tega, ker naj bi nekdo sovražil nizozemskega šampiona. Morda nekomu ni simpatičen in seveda to velja za vse izmed nas, ampak po drugi strani se nihče ni poslužil kakšne metode, da bi mu kazen dvignil.
Naprimer, Johnny Herbert je bil pogostokrat na tnalu, ker naj bi, po mnenju klana Verstappen, sovražil Maxa. A videli smo po odločitvah, da so bile njegove sankcije čisto skladne s tistim, kar so dobili v predhodnih primerih. In tudi Max Verstappen ter njegovo izogibanje na tiskovnih konferencah je sedaj lepo kategorizirano v tisto najhujšo kategorijo. In verjetno marsikateremu navdušencu sedaj ne bo všeč, kajti kletvice so del vsakdana nekaterih posameznikov. A hotel bi vam tu nekaj razložiti. Ne gre za tiste besede, ki so izrečene po radijskih zvezah in so cenzurirane, kot sem že mnogokrat poudaril. Gre za besede, ki so izrečene v tiskovni konferenci, ker se za tistih 20 ali pa 30 minut lahko vsak normalen človek vzdrži. Če določene situacije ne znaš opisati brez uporabe kletvic, menim, da imaš določene pomanjkljivosti v izražanju, v intelektu, v inteligenčnem kvocientu. In če je nekdo tako odrastel, da se izogiba pač nujnim zadevam, kot so tiskovne konference, zato ker hoče nekaj dokazati, predvsem sam sebi, je tudi prav, da ga FIA sankcionira. George Russell je dejal, da ni nekako dostojno, da ima FIA voznike svetovnega prvenstva Formule 1 za otročaje. Ampak videli smo, da Max Verstappen se je pogostokrat prav tako obnašal. Zato je nekako tudi razumljivo, da so vpisali takšne spremembe v sam mednarodni športni kodeks. In tu je treba dodati še nekaj. Namreč v športnem kodeksu so tudi popravili člene, ki se dotikajo samih pritožb. Zopet na ekranu imate spremembe, ki so bile vpeljane, ampak gre v resnici več ali manj za lepotne popravke. Tudi prej pritožba na odločitev komisarjev ni bila dopustna. Namreč težko si predstavljamo, da nekdo, ki je dobil naprimer pribitek 10 sekund in ga je odslužil, ga lahko potem z pritožbo izbriše. In treba je povedati še nekaj, da odločitve komisarjev so mnogokrat podprte strani tistih, ki so aktivno udeleženi v dirki. Če nekdo prehiti nasprotnika izven proge, je direktor dirke tisti, ki sporoči komisarjem, da pač dotični voznik ni vrnil te nešportno pridobljene trajne prednosti. In ko seveda pride do tega, je kazen neizogibna. Kot če bi tehnični delegat povedal, da določen bolid je bil pod tisto minimalno maso, ki je določena v pravilniku. Kaj se imaš tu za nekako pritoževati? Videli smo pri primeru tovarniške ekipe Mercedes na veliki nagradi Belgije, ko George Russell ni imel bolida skladnega z tehničnim pravilnikom. In seveda tu mnogi zganjajo polemiko. A težava je v tem, da polemiko, vsaj po mojem osebnem videnju, ustvarjajo bolj tisti, ki verjetno v odraščanju se niso naučili določenih lekcij. Tu, na kanalu Beggars Way, se moramo držati določenih pravil. Če nekomu ni všeč, pač lahko odide drugam. Če nekdo vztraja, ima avtor kanala tisti gumb za izključitev. In podobno je v Formuli 1. Postavi se pravila, če se jih nekdo ne drži, bo prvič dobil sankcije, drugič in tretjič prav tako, a nihče ga ne sili, da tam nastopa. In verjamem, da v marsikaterem domu navdušencev je zadeva podobna. Tisti, ki je glavni, pač določa tudi pravila. In v tem primeru je glavna FIA.
ali vam je to všeč ali pa ne. Za danes, za ta, menim, da izjemno zanimiv argument, to pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.